Hvala lepo za besedo. Jaz bom poskušal na povabilo gospoda Crnkoviča narediti nek korak nazaj in pravzaprav z konceptualnega vidika, ustavno-pravnega vidika pojasniti, kaj pravzaprav pojem sovražnega govora zajema. Zdaj, kot ustavni pravnik sam pristopam k pojmovanju moderne ustavne demokracije prek dveh ključnih vrednot. To sta vsebinska in procesna vrednota. Kaj imamo v misli? Na eni strani vsebinsko vrednoto človekovega dostojanstva, iz katere raste vsak ustavni sistem in je namenjen ohranjanju le-tega. Na drugi strani pa ta, kot sami pravim, procesna vrednota svobode izražanja, ki daje v bistvu posamezniku možnost, da to svoje človekovo dostojanstvo razvije, utemelji in izživi v ustavni politični skupnosti. Ti dve vrednoti, človekovo dostojanstvo in svoboda izražanja, sta ključni za obstoj ustavne demokracije in sta med seboj neločljivo, inherentno, vzajemno povezani. Ne gre pa zdaj samo za to, catch, problem je pa tudi nekje druge. Ker tako, ko sta ti dve vrednoti med seboj inherentno, vzajemno povezani, sta lahko tudi in sta tudi v konfliktu. Kako zdaj iz teh dveh vrednot, v kateri govorimo o človekovem dostojanstvu in svobodi izražanja, pridemo do opredelitve sovražnega govora? Preprosto. Sovražni govor je tista oblika izražanja, ki poseže v samo jedro človekovega dostojanstva. Tako zdaj z ustavnega vidika in abstraktno sovražni govor lahko definiramo kot tisti govor, ki ne uživa ustavne zaščite. Takšen govor, ki ne prispeva ničesar pomembnega, vsebinskega, bi reklo ameriško vrhovno sodišče, na trg idej. Namen sovražnega govora je izključno razširjati, promovirati, spodbujati sovraštvo, celo nasilje. Njegov namen je posegati v človekovo dostojanstvo. Torej, ko razmišljamo, ko se pogovarjamo o sovražnem govoru, se vselej premikamo na premici med osebnim dostojanstvom in svobodo izražanja. Kaj pa je zdaj tista zadnja, opremljiva definicija sovražnega govora? Ja, takšna pravzaprav ni. Zato, ker se pojem sovražnega govora od vsake družbe do družbe lahko spreminja. Ne zdaj v bistvenem, kot sem rekel, v tistem, kar temeljno posega v človekovo dostojanstvo, ampak različne družbe lahko sovražni govor pojmujejo različno. Zakaj? Glede na svoj politični, celokupni, ustavni in zgodovinski kontekst. Tako v Združenih državah Amerike, ko govorijo o sovražnem govoru, bodo pojem sovražnega govora razlagali dosti bolj restriktivno kot v Evropi. V Evropi pa pojem sovražnega govora razlagamo bolj široko, zaradi naših grozljivih izkušenj z drugo svetovno vojno. In vsem tistim, kar se je na evropskih tleh počelo. Torej, ko se bomo zdaj pogovarjali o slovenski definiciji sovražnega govora, moramo biti pozorni na naslednji. Če bomo sovražni govor opredelili preveč široko, če bomo kar vse pometali v sovražni govor, bomo preveč posegli v svobodo izražanja. V nasprotnem primeru, če bomo premalo pozornosti posvečali sovražnemu govoru, bomo dopuščali posege v človekovo dostojanstvo. Zdaj, če smem, bi si vzel še minuto, da pogledamo, kako je v Sloveniji na normativni ravni pravzaprav ta sovražni govor opredeljen. Zoper koga in kakšno sovraštvo se mora izražati, da govorimo o sovražnem govoru. Tu je naša ustava, ki bazira pravzaprav na priporočilih Sveta Evrope
jasna. Prepovedano je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Torej, naša ustava našteje primeroma, katere oblike sovraštva so prepovedane, hkrati pa pušča odprto, tako kot kazenski zakonik, tudi vse druge oblike širjenja sovraštva. Ampak s tem še ne vemo, kako je sovražni govor definiran v Republiki Sloveniji. To bodo morala povedati sodišče. Kot je že povedal profesor Šturm, ta ustavna določba je naprej konkretizirana in izvedena v kazenskem zakoniku, torej tudi kazenski zakonik ščiti pred sovražnim govorom žrtve njegove in še ena pravna podlaga za zaščito žrtev sovražnega govora je obligacijski zakonik. Če zdaj sklenem, kaj lahko rečemo o sovražnem govoru v Sloveniji na tej konceptualni normativni ravni? Na konceptualni, normativni, ustavno-pravni ravni imamo v Sloveniji sovražni govor dobro pokrit. Ustrezamo naše kvalifikacije sovražnega govora, je primerljiva s tistimi, ki od nas recimo zahteva Svet Evrope. Problem slovenski je v praksi. In kje jaz vidim ta problem? Ta problem je v nenačelnosti, demagoškosti, ko govorimo o sovražnem govoru. Ko je predmet sovražnega govora prava oseba, se bo sovražni govor napihoval. Bo koncept sovražnega govora silno širok. Ko pa bo predmet sovražnega govora ne prava oseba, bo pa koncept sovražnega govora zelo ozek. In tu mislim, da je v Sloveniji ključni problem v realizaciji naših konkretnih ustavno-pravnih normativnih okvirov in v njihovem nenačelnem, demagoškem in še drugačnih oblikah njegovega izvajanja v praksi. Toliko vam predvsem iz moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Ja, objava spornih fotografij, kakor je bilo že danes omenjeno, je posega zgolj v osebnostne pravice ali pa v dostojanstvo, čast in dobro ime. In tudi ne, da naprimer v kazensko pravno zavarovano dobrino, ki je zagotovila 297 člen kazenskega zakonika, ampak taka objava fotografije lahko posega tudi v svobodo izpovedovanja vere. Na začetku bi rad izpostavil, da je bila fotografija družine poslanca narejena pri Sveti maši in sicer v največjem slovenskem romaškem središču na Drezeh pri Mariji Pomagaj. Iz same fotografije je to jasno razvidno. Dejstvo pa, da je bila družina fotografirana na Drezah, je veliko večini javnosti znano. Vendar ne glede na to, ali je to dejstvo razvidno iz fotografije ali ne, je bilo to zagotovo poznano fotografu, kot tudi avtorju. Zdaj, v zvezi s svobodo izpovedovanja vere mi prosim, dovolite, da navede nekaj dogmatičnih ustavno-pravnih izhodišč. Vsekakor je vedno potrebno izhajati iz ustave. Ta namreč v 41. členu zagotavlja svobodo izpovedovanja vere v zasebnem in v javnem življenju. Svoboda vere je bila tako kot ena temeljnih človekovih pravic priznana že v 16. stoletju s sporazumom v Augsburgu. Prav tako pa je bila sestavni del prvih dveh modernih dokumentov o človekovih pravicah iz 18. stoletja, in sicer Virginijske listine pravic in francoske deklaracije o pravicah človeka in državljana. Ustava bivše države je, kar je zelo pomembno, določila, da je izpovedovanje vere svobodno, vendar da gre zgolj za zasebno stvar posameznika. Zato je bilo izpovedovanje vere v bivši državi omejeno zgolj na zasebno življenje posameznika. Ustava Republike Slovenije sprejeta leta 1991 pa je ta koncept bistveno spremenila. Namreč ustava določa, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev svobodno, tako v javnem kot v zasebnem življenju. To moramo zelo dobro konkretizirati tudi zakon o verski svobodi, sprejet leta 2007, in sicer določa, da je verska svoboda v zasebnem in javnem življenju nedotakljiva in zagotovljena. Gre za pravico do svobode izbire in sprejetja vere, svobodo izražanja verskega prepričanja in odklonitve njenega izražanja ter svobodo, da vsakdo sam ali skupaj z drugimi zasebno ali javno izraža svojo vero v bogoslužju
pri pouku v praksi in verskih obredih ali tudi drugače. Pravna teorija navaja, da je svoboda vere tvori svoboda oblikovati in imeti vero, ki je specialna oblika svobode misli. Svoboda izpovedovanja in razširjanja vere, ki je specialna oblika svobode izražanja, ter svoboda izvrševanja vere, ki je pa specialna oblika svobode ravnanja. Tako svoboda izpovedovanja vere izključuje vsa ravnanja, ki so sestavni del vere. Vključuje vsa ravnanja, ki so sestavni del vere. Poleg nauka se za vero namreč bistveno pravila tudi ravnanja, ki izhajajo iz njenega nauka, kot na primer bogoslužje oziroma obredi, običajno tudi povezovanje v skupnosti. Vse oblike izražanja svobode vere so zavarovane slovensko ustavo in tudi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ker je torej svoboda vere s sprejetjem ustave leta 1991 zagotovljena in varovana, ne več bolj zasebnem, temveč tudi v javnem življenju, je s tem vera postala sestavni del javnega življenja oziroma družbe. Država je zato dolžna, kot so že kolegi pred mano omenili, z aktivnim ravnanjem zagotoviti izvrševanje vere in drugih opredelitev, med drugim tudi zavarovati svobodo vere pred posegi tretjih. Hkrati mora država zagotavljati strpnost med pripadniki različnih ver oziroma prepričanj ter tudi tretjimi. Zdaj, koliko je bilo omenjeno ustava 63. členu med različnimi temelji za opredelitev nestrpnosti in sovraštva in tako naprej, omenja tudi izrecno versko nestrpnost, sovraštvo in nasilje in to specialno transformira tudi kazenski zakonik. V zvezi svobode izpovedovanja vere pa bi rad upozoril tudi na drugi odstavek 16. člena ustave. Namreč, tukaj so posebej naštete nekatere pravice in svoboščine, ki jih ni mogoče omejiti ali začasno razveljaviti, niti v izrednem ali vojnem stanju. Med omenjenimi je tudi verska svoboda iz 41. člena, s čimer ustava nalaga državi, da vseh okoliščinah zagotavlja uresničevanje te pravice. V 16. členu tako ustava poleg ustavno-procesnih jamstev uvršča svobodo izpovedovanja vere ob nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja kot dvema primarnima, temeljnima, osnovnima človekovima pravicama. S tem je svobodi izpovedovanja vere priznan poseben ustavni položaj. V zvezi z ustavno presojo zakona o verski svobodi iz leta 2010 bi rad opozoril, da je ustavno sodišče jasno povedalo, da je država dolžna spoštovati pravico posameznikov do svobodnega, osebnega ali skupinskega izpovedovanja vere ali drugih prepričanj in da država ne sme potiskati vere na stranski del družbe, saj bi to lahko povzročilo prav nasprotno, namreč diskriminacijo na podlagi vere in zanikanje nevtralnosti države. Iz tega izhaja, da mora država vsakečne posege tretjih v svobodo izpovedovanja vere preprečiti, njihove kršitve pa sankcionirati. Zdaj pa, če mi še dovolite, delno opredelitev v zvezi s kontekstom, v katerega je bila položena fotografija družine spoštovanega poslanca in sicer udeležba pri bogoslužju in povezovanje z družino nacističnega zločinca lahko predstavlja elemente hudega posega v svobodo izpovedovanja vere. Namreč, ne glede na že omenjeno, je iz tega konteksta lahko razviden tudi namen stigmatizacije in diskriminacije vernikov. Ni mogoče namreč drugače ali pa povsem drugače razumeti primerjave med družino pri Sveti maši in družino nacističnega zločinca. Zdaj, kar je tukaj še pomembno, je, da je vera namreč človekova nespremenljiva značilnost in tako sestavni del nespremenljive človekove identitete. Takšna objava fotografij ima lahko psihološki učinek utišanja vernikov, kar je v nasprotju z idejo dejanske svobode izražene v družbi in v nasprotju svoboda vere. Poleg tega pa lahko takšna objava fotografij v določenih okoljih prikliče v narodovo zavest zgodovino poniževanja in sovraštev, temelječih na različnosti. Pride lahko do izrazito hudega negativnega kolektivnega učinka, ko nek del družbe sledi propagandi, tudi s konkretnimi protipravnimi delami. Zato mi na koncu dovolite, da povzamem še besede nemškega profesorja ustavnega prava in pravne filozofije dr. Gerharda Robertsa, enega vodilnih teoretikov, ki se ukvarja z versko svobodo v Evropski uniji. Namreč on pravi, da je verska svoboda ključna za uresničevanje vseh drugih človekovih pravic. Spoštovanje verske svobode pa pomeni sprejeti versko prepričanje drugega, mu priznati legitimnost
ga priznati kot izraz dobrega v človekovi eksistenci in spoštovati njegovo drugačnost. Namreč, le če spoštujemo drugačnost drugega, smo lahko resnično sami tudi edinstveni. Najlepša hvala za besedo. No, jaz danes ne bom govoril toliko o samem konceptu sovražnega govora ali pa o njegovih pojavnih oblikah, ampak bolj o zlorabi samega pojma oziroma koncepta sovražnega govora. V tem smislu se bom kar precej navezal na to, kar je prej govoril kolega Avbel. Skratka, ko govorimo o samem sovražnem govoru, ne moremo mimo same svobode izražanja, katere integralni del je tudi svoboda govora. To dvoje je nekako, sicer na nek bolj negativen način, med sabo tesno povezano. Namreč svoboda izražanja kot pravica posameznika, da svobodno izraža svoje stališča, svoje ideje, da javno konec koncev zagovarja vrednote, iz katerih pri svojem delovanju izhaja. To je v bistvu ena, lahko rečemo, najpomembnejših civilizacijskih pridobitev. Ena od tistih civilizacijskih pridobitev, ki konec koncev moderno zahodno družbo delajo drugačno, delajo specifično. Je pa seveda tudi eden od temeljnih elementov moderne demokracije. Lahko rečemo kar, da je eden od glavnih pogojev za njo. Namreč demokracija, kot jo poznamo na Zahodu, temelji na avtonomnih in med seboj različnih posameznikih, ki to svojo različnost tudi svobodno izražajo in se na podlagi te različnosti tudi med sabo povezujejo in delujejo v javnem življenju. Kar pomeni, da so različne ideje, različne vrednote, različni interesi dejansko legitimni, seveda v določenih okvirih. In zato je, lahko rečemo, da brez tega, da bi ljudje lahko prakticirali, javno prakticirali to svojo različnost preko svobode izražanja, preko svobode govora, brez tega ne moremo govoriti niti o najbolj temeljnih pogojih za obstoj demokracije v nekem okolju. Kot takšna seveda je svoboda izražanja in svoboda govora tudi ustavna kategorija. Je integralni sestavni del vseh modernih ustavnih ureditev. Jasno je, da je svobodo govora, kot vsako drugo svoboščino, mogoče tudi zlorabiti. Ne? In to nas privede zdaj do samega pojma sovražnega govora, ki nekako bi, tukaj ne bil neke strašne konceptualne definicije zahajal. V splošnem gre tukaj za neko širjenje nestrpnosti in sovraštva do posameznikov in skupin z namenom povzročanja škode dotičnim posameznikom in skupinam. In kot takšno je pač jasno legitimno lahko sankcionirano na takšen ali drugačen način. Vendar tudi sam koncept sovražnega govora je mogoče zlorabiti v neke politično-ideološke namene. Na način, da postane dejansko neko sredstvo miselne kontrole in pa izločanja, recimo temu narekovajih, neprimernih idej in stališč, izločanja iz njihovega javnega diskurza in lahko posledično tudi iz političnega življenja. Problem je namreč v tem, da sovražni govor, kot je bilo tudi že prej povedano, ni neka eksaktna kategorija, ki je bilo mogoče recimo, jasno izmiriti, kjer je bilo mogoče povedano, kje se konča recimo meja svobode govora, kje se začne sovražni govor. In kot tak seveda ni prost od nekih vrednostnih, ideoloških ali pa celo političnih opredelitev. No, boj za sovražni govor je ne samo pri nas, ampak tudi v težni miri pa, oziroma še posebej izrazito pri nas predvsem orožje politične levice. Ta svoje poglede običajno predstavlja kot svobodoljubne in s tem edino zveličavne in interese njej ljubih družbenih skupin kot neke neodtujljive pravice. Kar nekako logično izpeljajo, da tisti, ki recimo teh interesov ne podpirajo, ki nasprotujejo njihovim pogledom, da se nekako jih predstavlja kot praktično po logiki stvari, kot nazadnjaške, desničarske ali celo recimo fašistoidne in kot takšne problematične. Problem pa tukaj pride problem na strane, ko dejansko se poskuša ta domnevni boj
proti sovražnem govoru udejanja kot neko sredstvo v bistvu medijske cenzure. Sredstvo neke cenzure javnega govora. V smislu zahtev potem, da se bi od nekih konkretnih, recimo, vprašanjih, recimo politično občutljivih vprašanjih poročalo na nek točno predpisan način, oziroma da se bi v javnosti v zvezi s temi vprašanji postavljajo neke točno določene poglede. Primer, recimo, konkreten primer tega, ki bi ga lahko navedel, je bil, recimo, so bile debate, ki so se v medijih pojavile o predlogu novega družinskega zakonika. Namreč pred časom je bila na to temo, predvsem na temo novinarskega poročanja o tem predlogu družinskega zakonika, organizirana neka okrogla miza, ki so jo organizirali zagovorniki tega novega družinskega zakonika. No, na tej okrogli mizi so razpravljavci, med katerimi sta bila tudi predsednik Društva novinarjev Slovenije in pa predsednica častnega razsodišča tega društva, so se postavili na stališče, citiram po medijih, da pri temah, ko gre za temeljne človekove pravice, ni treba imeti nasprotnega mnenja. Kaj to v praksi pomeni v tem konkretnem primeru? To pomeni, da tisti, ki imajo denimo zadržke do porok istospolnih ali do pravice, da lete lahko posvojijo otroke, in kot takšni zato nasprotujejo seveda zakoniku, si ne zaslužijo mesta v medijih, ker pač, kot so rekli ti razpravljavci, nasprotujejo človekovim pravicam. Kljub dejstvu, da možnost delimo posvojitve otrok sa strani istospolnih partnerjev obstaja le v izraziti manjšini evropskih držav. Kaj to pomeni, da so v vseh ostalih državah, v katere so tudi nekatere stare demokracije sistematično kršijo človekove pravice. In se pravi, to pomeni, da tista stališča, ki so recimo v evropskem smislu, v evropskem postolu povsem legitimna ali pa celo večinska, se tukaj nekako razglasijo za nekako politično neprimerna ali celo blizu sovražnega govora. No, zadeva je toliko bolj sprevržena, da si v luči dejstva, da si človek, ki trenutno celo predseduje uradni novinarski asociaciji in ki se v javnosti predstavlja kot eden glavnih borcev zoper sovražni govor in ostale, recimo temu, anomalije v novinarstvu, v svojem časopisu privoždi škandaloznosti, kot je omenjena primerjava družinskih slik, v kateri je bilo danes že kar dosti povedanega, kar je po vseh definicijah, ki jih on sami in njemu podobni uporabljajo, tipičen primer sovražnega govora. Gre za definicijo, ki jo oni sami zelo pogosto aplicirajo na ostale. Mislim, če to ni primer sovražnega govora v skladi z temi opredelitvami in potem ne vem, kaj bi to lahko bilo. No, zdaj je konec koncev še bolj problematična, da ta boj za, recimo, domeni boj zoper sovražni govor lahko postane dejansko sredstvo nekega političnega boja ali pa celo boja, recimo, zoper, recimo, politično neprimerne medije. Tukaj velja izpostaviti predlog, recimo, novega zakona o medijih, kjer en od členov določa, da lahko tiste medije, ki nekako širijo sovražni govor, se pravi, širijo takšno in drugačno nestrpnost, da jih je mogoče preprosto ukiniti. In to je mogoče, in to lahko stori ne sodišče, kot bilo recimo normalno, ampak takovani medijski inšpektor, se pravi nek državni uradnik, ki je dobesedno neposredno podrejen izvršilni oblasti. Tukaj si lahko predstavljamo, kakšne možnosti zlorabe tega se lahko odprejo v primeru sprejetja tovrstnega zakona. No, za zaključek bi lahko sklenil nekako, da je politična instrumentalizacija boja zoper sovražni govor v bistvu lahko še bistveno hujša od samega sovražnega govora.